Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Ne želim, da bi vi ubogali Boga za to, da bi imeli več denarja, več blagostanja, več naklonjenosti, uslug ali večjo hišo. Želim, da ubogate Boga za to, ker ljubite Kristusa. Danes vam želim govoriti, da se uprete satanovim nakanam. Amen. Mi vsi smo navdušeni nad tem. Veste, tudi hudič ima načrt za vaše življenje. Evangelist Janez v 10. poglavju 10. vrstica pravi: Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Njegov načrt je, da ubija, krade in uničuje. Ne samo, da vas fizično ubije, ampak da ubije vse dobro v vašem življenju, da ubije vaše veselje, vaš mir, da vam ukrade mir in vas naredi bedne. Jezus pa je rekel: Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Mislim, da je najčudovitejši način na svetu, da se naučimo veseliti se vsakega trenutka svojega življenja in se tako izogniti hudiču za vse neprijetne stvari, ki vam jih je storil. Nikoli se nisem pretirano veselila svojega življenja. Doma so me zlorabljali in spominjam se, da sem lahko imela težave samo zato, če sem se smejala. Moj oče je bil zelo resen, sebičen, trd človek. In v naši hiši ni bilo nobenega veselja. Šele ko sem bila stara okrog 40, sem spoznala, kako ogromen del mojega življenja mi manjka. Bog noče, da samo gremo skozi življenje, ampak želi, da se ga veselimo. On hoče, da se ga veselimo, kjer smo, in da se veselimo vsak trenutek poti, kamor gremo. Hoče, da se veselimo svojega življenja in naša moč je veselje v Gospodu. Satan nam hoče vzeti naše veselje, ker če nam vzame veselje, nam vzame tudi našo moč. Če pa dobi našo moč, potem je zanj veliko lažje, da nas prevara. Hudič ima načrt za naše življenje, vendar hvala Bogu, ker ima tudi Bog dober načrt za naše življenje. Poglejmo Jakobovo pismo 4:7. Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil. Vidite, to je tako enostavno. Zelo enostavno. Delajte to, kar Bog od vas zahteva, in hudič ne bo imel nobene oblasti nad vašim življenjem. Ampak mi radi počnemo, kar mi želimo. Kar mi mislimo, kar čutimo, in potem upamo, da nas bo Bog blagoslovil. Nato pa preživljamo svoje bedno življenje, se jezimo na hudiča, ker nič prav ne deluje v našem življenju. Podvrzite se Bogu. Nič dobrega se nam ne bo zgodilo, če se bomo le upirali hudiču in se ne bomo izročili Bogu. Moč, da se hudiču upremo, je v tem, da se izročimo Bogu. Ali ste me slišali? Tako brez koristi je, da se upiramo hudiču, če se zavedate svoje nepokorščine Bogu na kar nekaj področjih svojega življenja in se le opravičujete. Sedaj vam lahko povem, da verjetno imam področja v svojem življenju, ki niso všeč Bogu, vendar se mi do sedaj še niso razodela. Mi vsi imamo takšna področja. Zagotovo sem hvaležna Bogu, da nam ne pokaže vsega naenkrat, kar je narobe z vami, a vi niste. On ve, koliko lahko prenesemo in kdaj, kajti on dela na nas na nečem, potem na nečem drugem in nato nas pusti malo počivati. In potem nam pokaže zopet nekaj drugega. Lahko rečem, in s tem se ne hvalim, vendar vam lahko odkrito povem, da trenutno nimam nobene zavestne nepokorščine v svojem življenju. To pa ne pomeni, da zares ni nobene nepokorščine, vendar se sedaj nobene ne zavedam. Vse, kar mi Bog pokaže, želim izpolniti na najboljši način, da sem povezana z njim, preprosto zato, ker sem se tako naučila in je bilo dolgo, naporno potovanje, kajti dolgo časa sem delala napačno. Šla sem skozi vse stvari, o katerih vam govorim, moje želje, kaj sem jaz mislila, kaj sem hotela, moji občutki, moja čustva. Ves čas sem oštevala hudiča, bila sem zafrustrirana, ker sem ves čas preganjala hudiča, hudič sem in hudič tja.
Navadila sem se, da sem citirala samo polovico vrstice iz Jakobovega pisma 4:7. Tudi drugi so počeli isto, odkar sem kristjanka. Ljudje imajo navado, da citirajo samo drugi del Jakobovega pisma 4:7. Uprite se hudiču in ta bo pobegnil. Vendar tega Jakob ne pravi, ampak pravi, da se moramo izročiti Bogu, hudiču se upreti in ta bo pobegnil. Želim, da bi vi imeli globljo držo, kot jo že sedaj imate, da ste vse zavzetosti pripravljeni ubogati Boga. Govorila sem vam, kako sem uspela postaviti svoj nakupovalni voziček nazaj na pravo mesto in slišali ste vse te zgodbice, kako me je Bog učil, kako je pomembno biti odlična osebnost, ne pa da pustimo nedokončane stvari za druge, da pospravljajo za nami. Veste, to je bilo v 70 letih, ko me je Bog učil pospraviti nakupovalni voziček. To učenje mi je vzelo celi 2 leti. 2 leti, da sem bila pokorna samo temu. Hočem vam razložiti, da nisem delala prav. Porabila sem ogromno časa, da sem kričala na hudiča in se čudila, zakaj stvari zame niso prav delovale. Spraševala sem se, zakaj nismo v blagostanju, zakaj nimamo tega, zakaj nimamo onega, zakaj moja duhovna služba ne raste, zakaj Bog, zakaj in kdaj Bog, kdaj. Ves čas sem samo števala hudiča in končno sem spoznala, da če bom le storila, kar mi Bog naroča, dajte no. Danes to ni tako težko. Ko sem vam zadnjič rekla, da bom predavala o tem, kako se otresamo hudičevih nadlog, ste vsi tako ploskali. Vendar sem vedela, da boste nehali ploskati, ko vam bom povedala, kako se odpovedati hudičevim nadlogam. Zelo zanimivo je biti tu gori in gledati ljudi, ko se vznemirijo ob stvareh, potem pa... Vedno hočemo nekaj enostavnega, kakšen nov magičen obrazec. Vendar Sveto pismo je ostalo isto od začetka, odkar je bilo napisano. Napravi, kar ti Bog naroča in boš imel blagoslov. Delaj, kot se trenutno počutiš in tvoje življenje bo zmešnjava. V tem sklopu predavanj govorimo o disciplini in samoobvladovanju. Če ste zamudili prejšnja 3 predavanja, ste mnogo izgubili. Vendar hvala Bogu, dobite jih lahko na CD-ju ali pa počakate, da bodo ponovitve na televiziji. Disciplina in samoobvladovanje sta nujno potrebni za življenje v pokorščini. Kajti v pokorščini ne počnete tega, kar trenutno čutite. Vsak dan svojega življenja se moram disciplinirati. Vsak dan svojega življenja se moram disciplinirati. Vsakič, ko prisedem k jedi, se moram disciplinirati. Vsak čas me kdo razjezi in moram disciplinirati svoje misli in svoje besede. Nisem še prišla do točke, da bi bila vedno prijazna in nasmejana. Pa tudi vi niste takšni, veste zakaj? Ker greh ni mrtev. Pismo Rimljanom 6 pravi, mi smo mrtvi grehu. To pomeni, da naš obnovljeni, ponovno rojeni del nas noče imeti opravka z grehom. Ta del je mrtev za greh. Vendar v naši duši in v našem mesu se bije duhovni boj. Sedaj veliko lažje rečem da Bogu. Upam in molim, da se ne bom nikoli več prepirala z Bogom, kot sem se 2 leti, ko sem porabila za nekaj tako nespametnega, kot je postaviti nakupovalni voziček nazaj na pravo mesto. Morate priti do točke in si predstaviti vrednost mojega učenja, da ob nepokorščini Bogu boste nujno naleteli na posledice. Zavedam se, da imamo na razpolago milost. Bog nam odpušča in tako vesela sem, da je tako. Vendar boste danes ugotovili, da je pokorščina neposredno povezana s tem, kako močno ljubimo Jezusa. Nočem vas siliti v to, da bi poslušali Boga zato, da bi si tako pridobili več denarja, več uslug, več naklonjenosti, napredovanja ali večjo hišo.
Hočem, da poslušate Boga Očeta, zato ker ljubite Jezusa. Zato ker nočete žaliti Svetega Duha. Ker vi želite bolj kot karkoli drugega v svojem življenju, da ste to, kar Bog hoče za vas. Ne vem za vas, vendar meni je resnično žal za Boga. Vem, da je to smešno. Vem, da on ne potrebuje mojega sočutja, vendar jaz hodim naokrog in vzdihujem. O, Bog, žal mi je, tako mi je žal, da ljudje tako ravnajo s tabo. Žal mi je, da toliko ljudi na svetu noče imeti opravka s tabo in da povežejo tvoje ime z psovkami in vse sorte groznih stvari. Bog, tako žal mi je za vse umore in za hudodelstva, za kriminal, za vse te strašne stvari in za vojne, ki se dogajajo. Vendar Sveto pismo pravi, da bi mi morali biti luč, ki sveti v temi. Hočem, da ste takšni, da je Bog lahko ponosen na vas. Ali si vi ne želite, da ste takšni, da Bog lahko gleda na vas in se veseli in ne da gleda na vso zmešnjavo naokrog? Od začetka hočem biti jasna, da če hočete biti pokorni, vas bo to kar nekaj stalo. Če jaz hočem biti pokorna in to tudi želim, me bo to nekaj stalo in to tudi v prihodnosti. Rekli boste, koliko me bo to sploh stalo? Toliko, da ne bo ves čas po vašem. Ne boste vedno dobro ali se vedno udobno počutili ob vsaki stvari. Ne bo vas nasmejalo vse po vrsti. Čeprav vas bo na koncu koncev. Vendar veste, da vsak izmed nas hoče imeti po svojem. Nikogar ni, ki bi hotel, da ni po njegovem. Jaz hočem, da je po moje, vendar moram spoznati, da to ni smiselno. Moramo verovati. To sem že povedala v nekem drugem kontekstu, vendar vidim, da je danes mnogo novih ljudi. Verovati moramo Bogu, da če naj kaj storimo ali pa ne storimo, je to v našo osebno korist. Če verjamete to, potem ni važno, kako zelo si nekaj želite. Recimo, da ste vi neporočena ženska in to že kar nekaj časa, sedaj pa vam prihaja nasproti moški, lep na pogled in se zanima za vas, vendar on ni veren. In vi ste tudi opazili že nekatere druge njegove pomanjkljivosti. Vendar vi si ga tako zelo želite in si začnete misliti, saj ga lahko spremenim. Bog pa dela na vas, nikar ne stori tega, ne stori tega. Vendar Bog, tako sem osamljena, jaz ne morem, da bi bila še naprej tako sama. Ne stori tega, ne stori tega. Veste, da vam Bog ne pravi tega, ker on noče, da ne bi imeli nikogar. On vam ne govori tega, ker je vesel vaših solz po noči, ko ste osamljeni. On vam govori, ker vas poskuša rešiti hudega trpljenja, bede in bolečin v vašem življenju. Če čakate na Boga, vam bo on dal pravo osebo ob pravem času, ki bo v vaše življenje prinesla veselje. In vi lahko to priredite na tisoče in tisoče različnih primerov. Naj vam predstavim nekaj težkih vprašanj o disciplini. Naj vas vprašam nekaj o disciplini. Pogledali bomo različna področja in bomo videli, kako kaj gre. Kako disciplinirate svoj jezik? Ali preveč govorite? Ali pa morda ne komunicirate dovolj? Mogoče niste dober sogovornik. Zjutraj sem čakala na predavanje v majhni sobi zadaj, skupaj z Davidom. Poskušala sem si namestiti mikrofon, kajti David mi vedno pomaga, polno žice nekje zadaj pod obleko in potrebujem njegovo pomoč. Nisem ga mogla najti, ni ga bilo tam. Ni mi povedal, kam gre. Moj mož David je kar izginil. Kar šel je. Vidite, če bi bil dober sogovornik, ne bi napravil tega. Jaz bi mu povedala, kam grem. Vendar on ni mislil na to, odločil se je, da gre in je šel. Tako sem zapravljala svoj čas, da bi ga našla in sem morala poiskati nekoga drugega za pomoč. Torej, včasih jaz govorim preveč in včasih on ne govori dovolj. Eden je vedno kriv.
Če niste dober sogovornik, potem morate vaditi, da ste v tem boljši. Sedaj samo dražim Davida. On je čudovit, vendar zjutraj mi ni povedal, kam gre. Nesmiselno je, če greva skupaj nakupovati. Večino časa sem zapravila, da sem gledala, kje je on. Tega se ne da zanikati, veste, res je. Šla sva v trgovino in kar naenkrat se obrnem in on je izginil. Nisem imela pojma, kje je. Nato sem ga poklicala po telefonu in on ne odgovarja na klic. Telefon ni imel vključenega zvonjenja. A ni David čudovit, da mi pusti, da ga takole obravnavam? Koliko izmed vas je gledalo po televiziji, ko sva založila ključ od trezorja? No, če niste videli te oddaje, pogledajte kdaj drugič, vendar se moram zresniti, drugače bo prišel sem gor in ne opomnil. Kakšno barvo glasu uporabljate? Ko sem srečala nekoga, sem imela nagnjenje, da sem bila nekoliko trša. Vzgajal me je trd, brezsrčen oče. Veste, včasih ni pomembno to, kar izrečete, ampak način, kako izrečete. Amen. Poglejmo preroka Izaija 58, 9. vrstica. Govorili bomo o tem, kako uničiti hudičeve nakane. Če obvladate svoj jezik, uničite hudičeve nakane. Ali veste to? Izaija 58:9 govori takole: Tedaj boš klical in Gospod bo odgovoril, stokal boš in bo rekel, tukaj sem. Če odpraviš jarem iz svoje srede, kazanje s prstom in varljivo govorjenje. Toward the oppressed or the godly, and every form of false, harsh, unjust, and wicked speaking. To besedilo mi pravi, da če hočem za svoje molitve, da dobim res hiter odgovor, potem moram nekaj narediti glede svojih ust, svojega jezika. Ne morem govoriti pravih stvari samo takrat, ko molim, ne morem izgovarjati samo pravih stvari med slavljenjem, ne morem imeti v svojem ravnanju mešanice, ko se zdim svojim duhovnim prijateljem duhovna in ko grem domov in zaprem vrata, sem kot nočna mora za vsakogar, ki živi z mano v hiši. Dajte no, sedaj se dotikamo dejstev. Navado sem imela reči, da se lahko strinjam s komerkoli, dokler sem sama doma. Potrebujemo disciplino. In brez dvoma je jezik eno izmed najtežjih področji. Od vseh področji ga je najtežje obvladovati. In Sveto pismo nam pravi, da ni človeka, ki bi uspel ukrotiti svoj jezik. Zato sem vam vsakeč, ko sem govorila o samoobvladovanju, disciplini in pokorščini, poskušala povedati, da ni nekaj takšnega, da bi doma uporabljali samo moč svoje volje, da bi postali boljša osebnost. Kar jaz želim je, da greste domov in imate poseben čas z Bogom. Rečete, Bog, želim postati vse to, kar ti želiš. Vendar jaz tega ne morem storiti, če tega ne storiš po meni. Stori, prosim, to po meni. Vi lahko porabite nekoliko manj časa pri poskušanju in nekoliko več, ko čakate na Boga in se vam bo veliko bolj splačalo. Ali ste me slišali? O, Bog, poskušam, saj poskušam, moj Bog, poskušam. Vendar ali vsak dan porabite čas z Bogom, preden začnete karkoli? Veste, da se ne spoznam veliko na čas, kajti vsakdo misli, da nima nič časa. Bog razume vaše okoliščine. Če sta mlada mamica in imate 5 otrok, da jih spravite iz hiše, potem verjetno ne boste imeli zjutraj časa, da uporabite 2 uri za Boga kot kdo drug. Vi lahko za to porabite 2 minuti. Lahko se zaprete v stranišče in napravite v 1 minuti. Lahko porabite 2 minuti ali pa 5 minut. Naredite to, kar lahko in se ne pritožujte o tem, česar ne morete. Amen. Mislim, da če začnete tam, kjer ste, potem bo ta želja po Bogu vedno bolj rasla v vas in vam ne bo več tako težko. To pravim že ves čas, odkar predavam. Ni upanja na zmago, če ne posvetite osebnega, kvalitetnega časa pred Gospodovim obličjem. Ne da samo berete, ali samo govorite Bogu cel spisek vaših težav, ki naj jih reši,
ampak da čakate na nje in recite, brez tebe nisem nič, brez tebe ne morem ničesar storiti. Vsak dan prosim Boga, Bog, če mi ti ne boš pomagal, da bom tiho, potem bom danes spet v težavah. Mislim, jaz priznam, da imam predolg jezik. Zato tudi je, da govorim. Vendar veste, da me je Bog poklical, da poučujem vas, vendar pa ne, da učim svojega moža. Moram vedeti, kdaj biti tiho in kdaj ne. Moram najti prehod iz tega, ko poučujem vas, in ponižno prestopiti na drugo stran, da me on kdaj pouči. Zame je bolje tako, vendar še nisem dosegla tega. Hvala lepa. Hvala. Ja, premišljujem. O, koliko let se že trudim in še vedno nisem dosegla tega. Da bi bila zmožna disciplinirati svoj jezik, ko me hoče opozoriti in reči, ja, seveda, tudi ti imaš kakšno napako. Dajte no, vsakdo naj reče, vem za to. Sveto pismo pravi, samo neumnež sovraži grajo. Mi se moramo truditi, da discipliniramo svoj jezik. Ali se pritožujete? Ne veste, se ne morete odločiti, ali kaj? Naj vam nekaj povem. Satan se bo pomešal med okoliščine in poskušal najti takšne stvari, ki vas vznemirjajo. Tako boste izgubili svoje osredotočenje in se usmerili na nekaj zares smešnega in nepomembnega in se boste pritoževali glede tega. Mislim, da bi morali imeti razodetje glede pritoževanja. Moramo se zavedati, da ko se pritožujemo, odpremo s tem vrata hudiču. In ne samo to, ko se pritožujemo nad svojimi okoliščinami, ostanemo z njimi. Pritoževati se pomeni tam ostati. Slaviti pomeni rasti. Lahko se pritožujemo in ostanemo ali pa slavimo in rastemo. Karkoli hočemo. Želim pogledati v prvo pismo Korinčanom 10. poglavje. Govorimo o tem, da opustimo Satanov načrt. Lahko končate s pritoževanjem in se znebite hudiča. 8. vrstica pravi, ne zadovoljujemo hudičevim željam, tako da pademo v nemoralnost, kakor so nečistovali nekateri in jih je v enem dnevu padlo 23,000. Naj samo rečem, da so posledice za nepokorščino. Ne pravim vam, da boste takoj mrtvi, če ne boste ubogali Boga. Pa čeprav se Ananiji in Safiri to zgodilo. Vesela sem, da imamo mi nekoliko več usmiljanja, vendar ko ubogamo Boga, šteje vsako področje našega življenja, vašega življenja ali kakšnega gledalca po televiziji. Vsako področje, kjer imamo znano nepokorščino in se tam izgovarjamo, kar vedno počnemo, mi se vedno izgovarjamo. Komu drugemu celo rečemo, ne morem verjeti, da si to naredil, vendar za nas je vedno kakšen razlog, zakaj tako ravnamo. No dobro, vem, da bi moral, ampak vem, da ne bi smel, vendar naj vam povem svoje razloge pri neposlušnosti Bogu, kajti tu so posledice. Vedno so posledice za to. Mi ne bomo takoj umrli, vendar pa bomo mrtvi v svojih okoliščinah. Mrtvi bomo v svoji duši. Postali bomo depresivni, brez poguma, nesrečni, brez veselja in miru in nič nas ne bo zadovoljilo. Poznate kakega godrnjavega nergača, ki ga nič ne more zadovoljiti, pa naj mu daš karkoli? Pismo Filipljanom 4:6. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražate svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo z zahvaljevanjem. Mogoče prav sedaj prosite Boga za nekaj, njegov odgovor bi lahko bil, zakaj pa naj bi ti dal to, ti se še vedno pritožuješ nad vsem, kar sem ti že dal doslej.
Danes mi gre res na smeh. Zapustila bom vaše mesto Hampton v Virginiji in se tako smejala, da sploh ne boste mogli biti jezni name. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.